Spoštovane svetnice in svetniki, jaz predlagam, da z to malo zakasnitvijo, ki je nastala zaradi vremenskih razmer, začnemo z današnjo 21. redno sejo. Naj uvodoma voščimo prazniku, materinskem dnevu, vsem dekletom, materam in ženam. Torej ni bilo druge možnosti, kak da smo sklicali to sejo danes 25. marca, očitno pa vreme ni najbolj veselo, da je seja danes. Jaz upam, da bomo nekaj v doglednem času predelali ta dnevni red, ki je obsežen. Med nami pozdravljam gospod Jano Kovač iz ZEO Murska Sobota, ki bo predstavila predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož. Gradivo ste v glavnem dobili skupaj z sklicem 21. redne seje, k točkam 9b, c, 10b, 11c in 16 pa je bilo posredovano naknadno, k točkam 3 in 7 pa objavljeno na spletnem portalu občine Ormož zaradi obširnosti gradiva. Ugotavljam, da je občinski svet sklepčen. V tem trenutku se nam je pridružil tudi gospod Bojan Radinja. Jaz se opravičujem, sem Lujetič Peter, je bil zaseden, pa smo poslali. Vredo. Namestnik direktorice, poslali na te Maribor. Hvala lepa. Se pravi, se opravičujem. Imel sem najavljenega drugega gospoda. V glavnem ste predstavnik Pošte Slovenije in boste predstavili predlog k preoblikovanju pošte na Kogo v pogodbeno pošto na Kogo. Torej, prehajamo na ugotovitev in potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta skupaj z poročilom o izvršitvi sklepov. Pa sprašujem, če želi kdo razpravljati o zapisniku 20. redne seje. Gospod Trofenik, prosim, če se prijavite. Izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim. Mene sicer na zadnji seji ni bilo, pa kljub temu bi rad opozoril, da je sklep, ki ste ga sprejeli v zvezi z izločitvijo grajenega javnega dobra iz javnega dobra nasprotju z 23. členom zakona o prostorskem načrtovanju, ki zahteva, da je grajeno javno dobro možno izločiti iz grajenega javnega dobra, če je predlogu priložen pisna utemeljitev razlogov in če je zagotovljeno nadomestno grajeno javno dobro, ki gre v tem primeru za cesto, ki je bila uvedena z komasacijo pred nekaj desetletji, je treba nadomestiti z novo cesto in to pisno argumentirano. Ker to ni bilo, je to v nasprotju s 23. členom zakona o, kot sem povedal, in še vas enkrat opozarjam, mene sicer nič drugo ne zanima, prosim, da se to zapisniku evidentira. To je sklep številka, koliko? Se opravičujem, ker mi je listek izpadel, bom takoj povedal, ker sklep gre. Točka je bila to 10. To je točka... Glede, jaz bi predlagal, da drugič pač... Ne, jaz se opravičujem, listek mi je spadal še po nadaljevanju, potem pa imate poročilo o sklepu, realizaciji. Pa ste poročilo napisali, da je sklep realiziran. Sklep ne more biti realiziran, ker uradni vestnik ni šel, razen če obstajajo kakšni skrivni uradni vestniki občine po novem, in dokler sklep ni objavljen, ni možno izdati pravomočne odločbe in šele ko bo izdana pravomočna odločba na podlagi veljavnega sklepa, bo možno sklep realizirati, tudi če ste ga
če ste ga mimo zakona sprejeli. Ne? Tako da še je ena nerodnost. Pa povejte število sklepa najprej, da bomo vedeli, o čem razpravljamo. Katera številka sklepa je to? Bom povedal. Do ta čas, ko gospod Trofejnik to poišče, Izvolite vi naprej samo. Želi še kdo razpravljati o zapisniku 20. redne seje? Ne vidim nobene prijave. Prosim, če ste našli, ja. Sklep 521 pod točko B. In pa poročilo o izvršitvi sklepov pod točko 9 na koncu strani 36 pod točko B, kjer piše, da je realizirano in ni možno, da je realizirano. V redu, še kakva pripomba? Če ni več, jaz mislim, da smo o tej zadevi že razpravljali, kako je z tem izzevanjem iz statusa javnega dobra, da ne bo kakšne dileme, ker tukaj sedaj nimamo občinske uslužbenke, ki te zadeve pripravlja kot pravnica. Bomo pojasnilo o tem podali na naslednji seji. Jaz pa predlagam, da točko B sklepa številka 521 in pa ta del poročila na strani 36 pod točko B iz današnje potrditve zapisnika 20. redne seje izvajamo. To pomeni, da ti dve točki nista kot takšni potrjene, dokler ne bo na naslednji seji podana strokovno, pravna, utemeljena obrazložitev. Še želi kdo razpravljati? Kolikor ne, dajem za to pripombo gospoda Trofejnika, zapisnik 20. redne seje občinskega sveta, skupaj z ostalim delom poročila o izvršitvi sklepov v potrditev. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti, glasujemo, kdo je za potrditev zapisnika 20. redne seje, je kdo proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 13 svetnic in svetnikov glasovalo za in nihče proti, tako da je zapisnik 20. redne seje skupaj s poročilom o izvršitvi sklepov soglasno potrjen. Prehajamo na potrditev dnevnega reda. Kot sem že uvodoma povedal, je dnevni red precej obširen. Glavnem se nekatere točke ponavljajo, kot so poročila o gospodarski javni služba in so vsako leto bolj ali manj na isti način pripravljene, tako da sedaj že to poznamo. Pa sprašujem, če želi kdo razpravljati v svojem imenu. Predvidevam, da v svojem imenu, ker niste nič napisali, v katerem imenu želite razpravljati. Se je prijavil gospod Trofejnik, izvolite. Hvala, dovoljte, da vas popravim. Jaz sem napisal pod A, da bom pod A razpravljal in sem naštel. Ne, naštimo nekaj samo malo. Dajte tam poriste. Proste, na tiskovini za prijavo k razpravi imate pod A v svojem imenu. Jaz sem vam napisal A za črko A pa točke, katerimi se razpravljate. In eno pod B, da ne sporazumem. Predlagam, da umaknete z dnevnega reda točko 10b, določitev cen storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda, in točko 11c, določitev cen storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Točka 10b, ki se nanaša na cena odvajanja in čiščenja odpadkov, na prvi pogled pripravljena v skladu z uredbo o metodologiji za cene, vendar pri podobnem pregledu je razvidno, da ni tako. Točka 11c pa sploh ni v skladu
z uredbo o metodologiji, ker nima finančnega načrta za nobeno storitev, ne na strani prihodkov, ne na strani odhodkov, in brez finančnega načrta ne morete cene določiti. To so vsebinske, ali če hočete, strokovni razlogi. Predlagam, da po umiku se vsedete z koncesionarjem skupaj in najdete rešitev, ker dvigovanje cen za 100%, 69%, blizu pod 100 je v danih razmerah nesprejemljivo in poiščite rešitve, ki vam zakonodaja daje. Opozarjam pa, da sta oba elaborata nista v skladu z metodologijo, pa še nekaj, v skladu z uredbo občinski svet sprejema elaborat, ne pa daje soglasja k ceni. Kolikor so cene previsoke in je možno subvencionirati v skladu z zakonodajo, potem pa mora sprejeti še sklep o višini subvencije. Ta oblika, kot je sklep pripravljen, da daje občinski svet, bi ne dal soglasje, od uvedbe uredbe več ne pride poštev. Hvala lepa. Hvala lepa. Še želite, gospod Podgorelec, vi besedo? K dnevnemu redu? Ja, hvala za besedo. Jaz sem vas že, ko smo dobili gradivo, poskušal poklicati, da bi dejansko današnjo sejo na neki način skrajšali ali naredili v dveh delih. Vidim, da tega niste upoštevali, pa sprašujem, če se dejansko tako špara. Jaz vem, da tam so se že pojavile neke debate, kaj se tiče senin, pa tega jaz odločno zavračam, da to zaradi senin. Dejstvo je, da koalicija se na svojih sestankih zmeni, kako bude zadevo speljala, in po tistem je meni jasno, da je možno več točk dnevnega reda speljati v normalno skozi. In v nadaljevanju želim povedati, da pa taki način pa je na neki način se poskuša nam na toti strani občinskega sveta prikrajšati debato, ker vemo, da zadeva bude šla pa tja daleč v noč. In pravim, pri senina se špara, prav je, da se špara, če pa pogledamo proračune, pa zaključne račune, pa tako dalje, pa vidimo, da pa se pri postavkah županov, pa podžupanov je bila realizacija 100, pri občinski sveti pa mislim, da 80. Da bi, če že šparamo, smo že zadnjikrat predlagali, bi bilo dobro, da bi se na vseh nijansah. To pomeni, predlagam, da na neki način skrajšate dnešno sejo, pa jo nadaljevanje skličete en drugi dan. Hvala. Hvala lepa. Še gospod magister Štefančič, imate besedo? Ja, hvala. Imam podoben predlog, ker glede na vremenske razmere in pa da je danes materinski dan, kot je že gospod župan omenil, in tem tudi čestitam vsem kolegicam, bi predlagal, da se res naredi tudi zaradi vremenskih razmer. Mi, ki smo tukaj v Ormožu, nimamo teh problemov, mislim pa, če bo tak sneg šel v pozno noč in debate bodo, seveda se ne strinjam s takim načinom, da se toliko točk uvrsti na en dan. Mislim, da je to verjetno v Ormožu nekaj edinstvenega in bi predlagal res, da skrajšamo ta dnevni red in končamo v nekih normalnem času, ker da pa zdaj ne bi se na opozorilo na določene stvari, da bi vsi pričakovali samo, da bomo pri vseh točkah se strinjali, to pa je seveda utopično. Hvala. Hvala lepa. Še želja po razpravi o dnevnem redu, gospod Hebar. Ja, hvala za besedo. Najprej lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bi pa želel povedati, da upam, da bomo danes v enem kosu končali sejo, vsaj večina izmed nas ima marsikaj v življenju za početi, pa smo si pač ta dan rezervirali, pa tudi, če bo treba, bomo kako uro dlje tu posedeli. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Novak Mirko. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem. Dnevni red za sejo občinskega sveta predlaga župan. Svetniki ga na seji potrdimo ali ne. Kot vemo, tako zadevo predpisuje poslovnik. In naš občinski svet
zaseda, domuje na Kolodvorski 9. In jaz sem član tega sveta. Zato ne dovolim, da me kdo skupaj z ostalimi svetniki prestavlja na Ptujsko 33. Sam nimam težav, da bi moral zasedati tam. Če pa jih ima kdo, pa prosim lepo, naj zaseda tam. Hvala lepa. Dobro. Za tiste, ki ne vejo, treba povedati, da na Ptujski 33 psihiatrična bolnica. Ne? Ja, dobili smo dopise v tej zvezi. Redo. Še želi kdo v dnevnem redu? Zdaj, gospod Trofenik, vi ste že, ne? Jaz se bom samo opredelil do vašega predloga, bom dal na glasovanje vaš predlog. Glejte, nekaj se zmenimo. Danes so tukaj v tem prostoru zasedali otroci osnovni šol. Eno od načel, ki so si ga postavili, je, da drugemu naj ne skačejo besedo. In so se tega tudi striktno držali. Ko nas gledajo prek televizije doma, ne, pa vidijo, da se mi starejši, njihovi velikokrat že dedeki pa babice, pa tega ne držimo. Jaz še enkrat predlagam, vsak bo dobil besedo v okviru poslovnika, ne pa si jemati besede vsak sam. Proceduralni predlog, izvolite, gospod Trofenik. Vodite sejo po poslovniku. Najprej se razpravlja o predlogih za umik, potem o predlogih za razširitev, potem pa o predlogih o faznih postopkih. Hvala lepa. In ne bo vam nišče skakal besedo, če boste vodili na tak način, ker želim še znotraj debate o dnevnem redu še dati in predlog. Hvala lepa. Zdaj nobenega predloga nimam na mizi za širitev, nobenega predloga ni za enofazni postopek. Ne, oprostite, gospod Župan, jaz imam predlog v zvezi s postopkom. Gospod Trofenik, čakajte, se boste dobili besedo, ne skačite mi besedo. Glejte, zdaj več bomo uvodoma razpravljali, duže bomo tu. Jaz bom vaša predloga dal na glasovanje. Samo imam pa pravico po poslovniku, da se do vašega predloga opredelim. Kar se tiče predloga, da se 9b točka omakne, jaz predlagam, da se ne omakne, če drugo ne, da poslušamo predstavnike komunalnega podjetja Ormož, ki so pripravili elaborat, kajti ni res, da se cena kanalščine zvišuje skoraj za 100% oziroma za 60%, kot ste rekli. In bomo to pri tej točki obrazložili, da je to daleč od tega. Kar se pa tiče nekolikšnega dviga cene odvoza odpadkov, pa bomo prav tako argumentirali, zakaj je potrebno zaradi nabave nove storitve, dodatni kant, nekoliko povešati ceno na račun tega, da pa smo ceno samega odlaganja znižali. Bi pa še enkrat rad opozoril na to, kar smo v teh dnevih že povedali. Ko boste danes prejeli poročilo o gospodarski javni službi, se bo občinski proračun sprazno za okrog 150.000 evrov. Tega denarja ni. Ko gledate zunaj, kako dežuje, to sneži, to danes pomeni, da bo šlo za letošnjo zimsko službo dodatne okrog, po moji oceni, 200.000 evrov, plus tisto, kaj smo planirali, takšne so te razmere, tudi tega denarja v proračunu ni. Proračun je sprejet, investicije so široko, grudno zastavljene v proračunu, tako da to, ko boste odločili, imejte pred sabo. Jaz bom seveda v skrajnem primeru pač mogel predlagati rebalans in če ne bo drugače šlo, tudi predlagati, da se kakšne investicije tudi črtajo, ker druge možnosti ne vidim. Sedaj bomo prešli na glasovanje o teh predlogih, se pravi, dajem na glasovanje predlog gospoda Trofenika, da se iz dnevnega reda omakne točka 10b, to je določitev cen storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Vabim vas, da ste pozorni, prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. 16 se vas je prijavilo. Kdo je za to, da se točka 10b omakne iz dnevnega reda? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 5 svetnic in svetnikov, 10 proti, tako da ta predlog ni sprejet
In glasujemo še o tem, da se z dnevnega reda omakne točka 11c, to je določitev cen storitev zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Samo malo, da se pripravi glasovalna naprava. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Prijavilo se vas je 18, glasujemo, kdo je za omik te točke, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 8 svetnic in svetnikov, 10 proti, tako da tudi ta točka ni omaknjena z dnevnega reda. S tem smo obdelali predloge za omik, kot sem že povedal, nekih predlogov za širitev ni. Enofazni postopkov tudi ne. Želi kdo razpravljati o dnevnem redu v celote? Gospod Trofenik, prosim, če se prijavite. Takole poslovniško bom vodil sejo, brez problema. Izvolite. Jaz predlagam, da 3. točko, predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož druga obravnava, vrnete v prvo obravnavo. 135 členov ima odlok, 100 členov pa ste spremenili od zadnjega odločanja o tem prostorskem aktu. Takrat ste mogli odločati, da je primerna podlaga za nadaljevanje poslovniško. Akt 135 členi, ki ima 100 členov spremenjenih, ni mogel biti primerna podlaga. V razgrnitvi ste imeli in drugi akt, ki ste sami napisali, da ste ga bistveno spremenili. Vi, gospod Trofenik, imate, samo vi veste, da to, kar ste zdaj predlagali, ni možno in zapravljate čas. Vi delate, kaj hočete, ne morete delati nasilja nad strateškim in najpomembnejšim občinskim aktom, v katerega se pa vam je zapisalo in meni iz nerazumljivih razlogov cel kup napak, zlasti v prvem delu, tam do 40. člena. Napačnih pojmovanj, neresnic, polresnic, oziroma takih stvari, ki v aktu ne morajo biti, kot ilustracija. Pišete, da je kanalizacija leve mesto Ormož in Mijevci pri Veliki nedelji. Za Ormož še drži, Mijevcih je sam na severni strani, pa še tam ne vse, pri Veliki nedelji pa sam v zahodnem delu naselja. Spustili ste del Ivankovec, del Podgorec, Seneže, Sodnci, del Trgoviče, del Cvetkovec, del Koga. Plin. Pišete, da je samo v mesto Ormož. A ni na plin tudi na Hrdeko? A ni plin od Ormoža do meja s središko občino? Možnost priklopa in podobni. Vsaj 3-krat se vam poimenujete hitro cesto bivšo, ker sploh ne ustreza več tej definiciji, napačno, nevarno za interese Ormoža, kot južno cesto, kot obvozno cesto. Hitra pa že ni, ker je s podzakonskim aktom definicija hitrih cest bila spremenjena in to je, ko dobro bi morali znati, cesta rezervirana za avtomobilski promet v skladu z nacionalnim programom izgradnje avtocest. In še bi lahko našteval. In takega akta ne morete sprejemati. Zlasti pa ne, ko širite pred sejo, kaj bi vam rekel, v resnici gre za neresnico, netočnost, bom rekel, da niso možni amandmaji. Amandmaji so seveda možni, vendar ne izven okvira soglasij, ki so jih dali soglasodajalci. Hvala lepa. Zato predlagam, da ga prekvalificirate, da se ne bo ponovo dogodki z podobno situacijo, ampak pomenu neprimerljivo odlokom o cestah. Hvala lepa. O dnevnem redu želite razpravljati še gospod magister Štefančič. S tem ne boste nič zmanjšali dolžine seje, ampak povečali, izvolite. Ja, sejo tudi vi ne boste očitno. In še enkrat ponavljam to, kar sem povedal o celotnem, da se ne strinjam, zato ker je absolutno preveč točk. Z gospodom Novakom pa ne mislim polemizirati, ker očitno ne pozna pravopisa in pa narekovajo. In ni bilo nikoli tako to mišljeno. Ampak te nenormalne seje, ki sami vidimo, ki se danes s tem ukvarjamo, pa kakšno vreme je zunaj,
in v kakšne dolžine seje se bomo spuščali. Hvala. Hvala lepa. Še želi kdo razpravljati o dnevnem redu? Ker to ni bila več razprava o dnevnem redu. Vkolikor ne, zaključujem razpravo in prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celote. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za dnevni red, kot je bil predložen. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 13 svetnic in svetnikov glasovalo za dnevni red, 4 proti, s tem je dnevni red današnje seje potrjen in s tem smo opravili s prvo točko. Prehajamo na drugo točko, to je seznanitev in pa mnenje k preoblikovanju Pošte Kok v pogodbeno Pošto Kok. Med nami je, jaz se prej nisem mogel zapisati tako hitro, boste še enkrat povedali, predstavnik Pošte Koka, še enkrat lepo pozdravljam, pa vam kar dajem besedo, vi ste se že prijavili, izvolite pa obrazložite vaš predlog. Hvala. Še enkrat bi se predstavil, prihajam z Pošte Slovenije, poslovne enote Maribor, sem namestnik direktorice. Danes bi čisto na kratko predstavil naš predlog, potem pa seveda sem vam na voljo tudi za vsa vprašanja. Pošta Slovenije se v zadnjih 2 letih ukvarja predvsem z 2 velikima projektoma, z enim v bistvu smo že zaključili, je optimizacija delovnih časov pošt, drug pa je reorganizacija poštnega omrežja. To pa pomeni tudi preoblikovanje stalnih kontaktnih točk v pogodbene, se pravi v pogodbene pošte po domače. In prva, se pravi v naši poslovni enoti, prva pogodbena pošta takšna bi bila Kok. 2 že delujeta v Sloveniji, jih pa imamo v letošnjem namenu preoblikovati približno 55. Tako da bi to potem z naslednjim letom postala tudi praksa za vse ostale, ki jih imamo namen. Zdaj, zakaj to delamo? Predvsem iz 3 razlogov. Stalno upadanje nekaterih klasičnih poštnih storitev, prihod konkurence in tretji liberalizacija poštnega trga z 1.1.2011. Se pravi, te 3 glavne storitve nam več ne omogočajo, da bi tudi po najbolj optimističnih scenarijih in uvajanju novih poštnih storitev uspeli zagotoviti ekonomsko pokritost teh najmanjših pošt. Se pravi, med njimi tudi na primer Pošte Kok. Zdaj, se pravi, v Sloveniji je to, bi rekel, še v letošnjem letu novost, je pa to dobro sprejeto v tujini. Bom dal kot primer tudi primer Avstrije, ki je dala na voljo 1267 pogodbenih pošt in sama jih je zadržala nekaj čez 600. Tako da ta zadeva v redu teče, bi pa rad poudaril, se pravi, zaradi česar sem tudi danes tukaj, da dejansko dostopnost do same pošte se bo s tem vaščanom bistveno izboljšala ali pa povečala. To je glavna prednost. Vi veste, se pravi tisti, ki ste s Koga, da pošta sedaj obratuje 2 uri na dan, se pravi večinoma dopoldan in enkrat v tednu dopoldan. Zdaj bi seveda po tem našem predlogu pošta delovala sicer delovnega časa trgovine, na pametem poznam, ampak najmanj 8 ur dnevno in še to imamo informacije tudi v sobotah in celo v nedeljah. Tako da dejansko bodo prebivalci lahko upravljali še naprej vse vrste univerzalnih poštnih storitev, upravljali bodo lahko tudi plačila in izplačila iz računov Poštne banke Slovenije, plačilni promet cel, tako kot do zdaj, izročitev pošiljk, ki jih pismonoša ne bo uspel dostaviti na terenu in se pravi prodaja znamk, voščilnic in teh osnovnih poštnih zadev. Tako da dejansko se nam zdi ta predlog za Pošto Kok, se pravi pošto te velikosti, zelo dober. Imamo tudi po drugi strani možnost uvajanja premičnih pošt, ki pa v letošnjem letu še stoji, vendar če nam bo naš regulator, se pravi to je Agencija za pošto in elektronske komunikacije, to dovolil, bomo tudi šli v naslednjem letu v to, se pravi preoblikovanje določenih pošt v premične pošte, kar pa mislim, da je slabša rešitev, kot pa je zdaj v tem trenutku pogodbena pošta, ki dejansko dostopnost širi vsem vaščanom. To bi zdaj z moje strani bilo na kratko, seveda sem pa na voljo za vsa vprašanja. Hvala lepa.
V bistvu so vsi člani in članice občinskega sveta dobili tudi ta dopis Pošte Slovenije, s katerim ste se obrnili na občino oziroma občino seznanili z nameravanim preoblikovanjem. Mislim, da bodo sedaj še tudi postavljena kakšna vprašanja, pa odpiram razpravo k tej točki. Zdaj pisno ste se k točki 2 prijavil gospod Rofenik vi, tako da vam lahko dam besedo, če se boste prijavili. Če me spomin ne vara, je to 3. ali 4. predlog za ukinitev ali kakršnokoli organizacijsko spremembo na pošti Kok. Jaz za to zadnjo niti nisem vedel, da dela samo 2 uri, ampak v tej vlogi za mnenje bi človek pričakoval, da bi pošta z ustreznimi finančnimi kazalci take predloge utemeljila. To gradivo, ki ste poslali s pošte, smatram za žaljivo, ker bi želeli dobiti na neke kvazi prepričevanje soglasje za svoje ravnanje, pri tem se pa ne zavedate o vseh težavah, ki jih imate. Jaz namreč vem, da ta pošta nikoli ni bila rentabilna po 2. svetovni vojni. Res pa je, da smo imeli zadnje pogodbene pošte, predkar smo se mi rodili pred 2. svetovno vojno. Zato boste malo z rezervo, kaj ponujate. Jaz ne bi ocenjeval, če je to boljša ali slabša rešitev. V vsakem primeru se na pošti morate zavedati, čeprav ste delniška družba v 100% državni lasti, da ste v resnici vi vsebini javno podjetje za izvajanje državne gospodarske javne službe. In ni nujno, da ima vsak urad poštni dobiček. In ne more biti, kot je zdaj to v tem grobem kapitalizmu postalo, da je to edino vodilo za uspešnost pošte. Ne kvaliteta uslug, dostopnost uslug, ampak dobiček. Pri gospodarski javni službi, ki je v javnem interesu. Seveda na kogo ni konkurence, tako kot imate v Ljubljani, pa kje druge, vse pri dostavi pošiljk in zdaj poskušate z takimi prijemi. Zato seveda, to je moje mnenje osebno, lokalna skupnost nikoli ne sme pristati. Vi ne ravnajte, kakor boste ravnali. Lokalna skupnost pa vam ne sme dati, poudarjam, zelene luči za tako ravnanje, ker niste z nobenim kazalcem niti mogli nas prepričati, da je to nujno potrebno, da bo to boljše in tako naprej. V preteklih letih, ko so prihajali vaši predhodniki s podobnimi rešitvami, takrat so najbolj hvalili potujočo pošto. Ko smo mi razlagali, da to ni adekvatna usluga ali nadomestilo, ni bilo razumevanja. Zdaj ste sami povedali, da tisto ni prava rešitev. So še pa marsikatere druge. In o taki smo se pogovarjali. Takrat, da pošta in občina zagotovita na kogi enega kvalificiranega delavca, ki opravlja funkcije na krajevni skupnosti in dela in pošto. Ker je vse eno bliže javnemu sektoru, ker v bistvu gre javni sektor. Jaz ne nasprotujem, ne vem, kjeri trgovini bi naj to bilo, ne vem čist nič, sem pa vam povem, na tak način mojega glasa ne boste dobili. Ker ne more pri izvajanju gospodarske javne službe biti edino merilo dobiček. Ne bom zdaj govoril, kaki plani pa kaj se je spletalo s pošto, kaj bi pošta še naj sprejela po svoje odkrilje, čeprav bi pričakovali, da bi prevzela avtobusni prevoz v Avstriji, javni, kar bi bilo najbolj potrebno, zlasti tudi v teh krajih, pa še marsikje druge. Za tiste, ki pa gledajo, pa to tako zgleda, kot da bi komunala, ker ima očitno, če bi obračunavala stroške dobave vode na kog tudi izgubo, ne bi kdo s koga napačno razume, in bi predlagala občina, da Klumpo, to je rezervar na kogo, preda nekomu v podnajem, ki bo mogoče ceneje ali pa bo pokrival tiste stroške, veste. To je sicer groba primerjava, ampak vsebini pa je povsem čisto isto. In jaz se ne bom oglašal, jaz bom glasoval proti in mene ne boste nikoli prepričali. Čeprav me prepričujete že vsaj 4. Hvala.
Hvala lepa. Gospod Podgorelec. Ja, hvala za besedo. Zdaj, jaz sem si tudi dopis prečital, pa če ne bi dobil določenega telefonskega klica, sploh ne bi imel pojma, ki bi ta zadeva funkcionirala. In če mi občinski svetniki nismo toliko, da bi vi v svojem dopisi že kar napisali, kje to bo, ne? Te je to, tako je že prej moj sokornik rekel, žalostno. Res je, ne, da če pogledamo, če danes prijem na pošto, ne, mislim, ko sem prišel v nekšno trafiko, ne, prej, kak se prebijem do tam, ki se vršijo prave tiste poštne storitve, se zaletim pa prihitim balončeke, čokoladice in tako dalje, ne. Jaz verjamem, da tam, kak je že bilo rečeno, dobička ne more biti. Ampak to so glih tak državljani Slovenije, kak vsi ostali, Ljubljane. Plus tega pogrešam mnenje o tem krajevne skupnosti. Hvala. Hvala lepa. Gospod Hebar. Ja, hvala za besedo. Jaz bi želel povedati, da sicer za ta sklep bom glasoval, ker menim, da je ta način za občane bistveno bolj učinkovit, saj bodo imeli več kot 2 ure, bi rekel, praktično cel dan možnost. Jaz tudi menim, da v praksi se je v kakih izjemnih primerih pokazalo, da seveda določene storitve lahko upravljajo drugi, recimo Petrol, kot bi rekel, smiselna rešitev za, bi rekel, določene poklice oziroma dejavnosti, ki so izved večjih centrov. Moram pa povedati, da me ti argumenti niso pripričali, ker seveda, če spremljamo dejavnost Pošte Slovenije, lahko vidimo, da namerjajo znatna finančna sredstva določenim ekskluzivnim športnim kolektivom, tako gremo recimo na rokomet Maribor, pa vidimo seveda, ne, da pred tekmo na zabava maskota Pošte Slovenije, ne, in seveda menim, da monopolist kot Pošta Slovenije bi v prvi vrsti moral, bi rekel, svoj denar nameniti za pokrivanje takih deficitarnih področjih, ki se ekonomsko ne pokrivajo, predtem pa seveda šele zatem pa v neke druge zadeve, če pa sponzorsko se še daje, menim, da seveda, da je to predvsem panožnim zvezdam, olimpijskem komiteju ali pa kakšni drugim dejavnosti, ne pa določenim klubom, ki imajo neke ekskluzivne povezave, vsaj tako pač je zasoditi, ne, tudi če gledamo, bi rekel, če gledamo po televiziji določene prenose, pa vidimo, kdo vse ima logotip od Pošte Slovenije, ne. Tako da, glede na to pa, da je seveda taka rešitev bistveno bolj učinkovita za občane, pa bom ta sklep podprl. Hvala. Hvala lepa. Naslednji, ki želi besedo, je magister Štefančič. Jaz bi samo eno pripombo imel glede racionalizacije stroškov v pošti in pa varčevanja. Vemo, da je to bilo pred časom, so bili neki znani brezplačniki, kjer je tudi pošta dala par 100 000 evrov denarja in zdaj ne vem, če bi to dali sedaj za te male pošte, bi verjetno bilo tudi bolj učinkovito. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Cvetko Dušan. Hvala za besedo, gospod župan. Lep pozdrav vsem prisotnim. Jaz bom čisto kratek, jaz bom glasoval proti, zato ker to se mi ne vidi nepošteno in nekorektno do prebivalcev krajevne skupnosti Kok. Zelo dobro poznam to krajevno skupnost, pa da nam predaleč neke zgodovine hodo, veste, ljudje, ko še danes živijo na Kogu, pravijo, zborniki o tem pišejo, Kok je bil pogorišče po drugi svetovni vojni. To ni ene cele hiše tam ostalo in ti pridni ljudje so iz tega Koga naredili prijetno vas, prijetne tiste sosedne vasi, prijetno krajevno skupnost, ki je daleč po svetu poznana in po vinogradnikih in po vinarjih. Tam še res živijo, samo malo starejši, mladi se odseljujejo in dejansko kot občan naše občine, kot občinski svetnik tem občinskem svetu nekako ne moram sprejeti tega preoblikovanja. Hvala lepa. Hvala. Gospod Pevec. Hvala za besedo. Hkrati bom obrazložila tudi glas, da se ne bom kasneje več oglašala in zavlačevala s časom.
Rekla bi to, da ker prihajam iz krajevne skupnosti Kog, menim, da bi bila nepotrditev tega nove oblike delovanja pošte na Kogu, predvsem nekje v prihodnosti tudi bi lahko pomenilo popolno ukinitev pošte. Ali pa iskanje kakšne še celo manj ugodne rešitve in vsi tisti, ki imate normalni delovni čas na svojih poštah, se niti ne zavedate, kaj pomeni za nekoga, ki se pripelje 4 kilometre na pošto, zamudi 1 minuto, ker je pošta odprta od 9 do 11, 11:00 se pošta zapre in se mora obrniti in čakati na naslednji dan, ko je pošta zopet odprta recimo od 15. do 17. ure. In da je recimo sobota, ko je največ ljudi pride domov, pošta odprta le 1 uro od 10 do 11. Zato pogodbena oblika delovanja pošte predstavlja za krajane oziroma uporabnike pošte ugodnejšo, kot je dosedanja, saj bo nov delovni čas celo lahko do 3-krat daljši. Hkrati pa bi rekla tudi to, da iz vidika občinske svetnice in iz vidika občine same mislim, da tudi za občino samo to ugodna oblika, saj občina do sedaj plačevala tudi najemnino. Ti stroški sedaj odpadejo, tako da jaz bom ta predlog podprla. Hvala lepa. Še kdo? Gospod Emil Trstenjak. Ja, hvala lepa za besedo in vsem skupaj lep pozdrav. Zdaj lahko rečem, da bom se nekako lažje odločil za ta sklep, za mnenje, za preoblikovanje pošte, ker te smernice je gospa Ana Pevec povedala, se pravi, jaz mislim, da je tudi stališče krajevne skupnosti, da pač bi šlo se preoblikovanje te pošte, kajti sami se zavedamo, 2 uri, kak je bilo povedano, je mnogo premalo za en taki kraj, kak je krajevna skupnost Kog. Res pa mi je žal, ker ni mnenja krajevne skupnosti in bi se še pol tudi lažje odločili. Jaz bom seveda glasoval za tako mnenje, kak je sklepom. Hvala lepa. Še kdo? Koliko ne, lahko odgovorite, eventualno se prijavite na dileme, na mnenja. Če želite, seveda nekaj je bilo povedanega k temu, kar bi mogoče bilo dobro upoštevati tudi v prihodnje, predvsem kar se tiče sponzoriranja strani Pošte Slovenije, se strinjam, da bi tu nekako morala pošta gledati, da je vse slovenska in ne samo neka lokalna. Izvolite. Tega ne bi komentiral, bi pa še enkrat ponovil, da tako kot vsi ostali gospodarski subjekti na trgu, tudi pošta skrbi za ekonomsko stabilnost. Zdaj, če se ne bi v zadnjih 2 letih odzvali na to, kar sem prej rekel, se pravi na podlagi res zaostrenih gospodarskih razmer, bi bilo čez 2-3 leta še dosti hujše in bi bili potrebni dosti hujši rezi. Do danes je pošta poslovala zadnja leta uspešno in vkolikor ne gremo v te ukrepe, temu hitro ne bo tako. Bi pa podprl te gospe in gospodje, ki so tudi enako razmišljali kot mi, dejansko pošta je zdaj odprta 2 uri in dejansko mi pošte tukaj ne zapiramo, ampak jo dejansko samo preoblikujemo v pogodbeno in to pa pomeni edino najmanj 3-krat daljši delovni čas. Se pravi, če se zdaj tisti, ki uporabljate storitve Pošte Kog, ali pa se spustite v njihovo kožo, vidite, da to 2 uri na dan, zdaj pa 6, 8 ali pa celo 10 ur in tudi v soboto. Tako da dejansko kraj s tem lahko samo pridobi, zgublja pravzaprav čisto nič. Hvala. Hvala lepa. Še drugi krog razprave, želi še kdo? Zdaj mi ostane samo še, verjetno se moram tudi sam do tega problema opredeliti. Zdaj, ta pripomba seveda o tem, da bi pošta, če že sponzorira določene klube, morala gledati tudi, da je vse slovenska, je po moje na mesto. Vem, da vi težko se od tega opredelite, lahko pa vašemu vodstvu tudi to pripombo, bi rekel, z neke sredine, ki je tukaj na meji z sosednjo Hrvaško, lahko bi rekel, da tu je nekakšen branik slovenstva, lahko to prenesete. Vemo tudi vsi, da je v preteklosti pošta veliko vlagala tudi v kakšne delnice, ki so danes vredne
skoraj da nič, ne, tu mislim na delnice Nove kreditne banke Maribor. Ne vem, koliko je mogla pošta dati denarja v ta, bi rekel, zafurani bančni projekt. Seveda pa tudi razumem kot župan to, da če želimo nekaj urediti na bolje, da je nesmiselno vsaki taki zadevi nasprotovati, še zlasti to, kar je povedala gospa Pevec. Pošta bo kot pogodbena odprta daljši čas, s tem bo seveda tudi, jaz gledam z čisto, bi rekel, logiko kmečke pameti, ne. Nič ne bo manj, nekaj bo več, mogoče je kdo emocionalno navezan na tisto zgradbo, kjer je pošta danes, se je pač navezal na eno zgradbo, ki je poleg malo nižje v soseščine in bo potem zadeva postavljena na bolje, tudi skozi to, da bo zagotovljena eksistenčnost trgovine na Kogu. Jaz mislim, da ta trgovina pri vsem tem prometu in številu ljudi in to, da ljudje hodijo v velike trgovske centre nakupovati, da pa občasno rabijo blizu, vsaj starejše trgovino, kjer se vsaki dan dostavi, ne vem, sveži kruh, mleko in tak naprej, ne. In če gledamo skozi ta vidik, ne, potem je sigurno naša odločitev danes tu lažja. Brez zaviste, da bo kdo s tem kaj pridobil, kak posameznik, kaj ti z to odločitvijo bo pridobil kraj. Morda edino ta argument sprejemam, da je res mi žal, da nisem vedel, da pošta ni obvestila krajevne skupnosti, da bi lahko pridobili tudi mnenje krajevne skupnosti in bi se seveda vi danes tukaj lažje odločali. Vendar so ti argumenti, ki dajo, bi rekel, nek sinergističen učinek zadosti tehtni, da z takšno odločitvijo občinski svet ne more pogrešiti, kajti nič ne bo manj, ampak bo kvečjemu, tako kot je prej bilo povedano, čas obratovanja daljši, vezan na trgovino, se pravi tudi ob sobota in pa tudi ob nedeljah, če je trgovina odprta, bo lahko nekdo izvršil tudi, če bo hotel poštno storitev. Predvsem tukaj vidim to možnost dviga pa polaganja finančnih sredstev, kajti tako, kot je bilo na občini razloženo, bo se tudi dnevno dostavljala določena količina denarja, dnevno vračala in tako naprej, kot pač pošte obratujejo, medtem ko pisemske pošiljke pa se že danes Kogovčanom dostavljajo iz pošte Miklavž pri Ormožu in to bo tudi bodoče, kar se tiče poštarjev, tako ostalo, kot je v tem trenutku to urejeno. Če ni več razprave, jaz potem dajem predlog, ki ga imate zapisanega na strani 38 in se glasi: občinski svet Ormož se je seznanil s preoblikovanjem pošte na Kogo v pogodbeno pošto Kog in se z njim strinja na glasovanje. Izvolite, jaz sem bil malo prehiter, če želi kdo obrazložiti glas, izvolite. Samo malo, gospod Fafolič. Ja, hvala za besedo, lepo za tudi v mojem imenu. Iz vsega navedenega bom glasoval za, čeprav bi rad tudi sam dodal, ne, da pošta vseeno ima dobiček, pošta je vseeno državna, v 100% državni lasti in bi včasih ta dobiček tudi morali malo na vse skupaj drugače pogledati, ker pošta za kraj, posebno za te obrobne kraje, pomeni kaj več kot pošta za tiste strogo mestne kraje. In so ljudje mogoče starejši še bolj emocionalno vezani na take stvari. Me pa je prepričalo predvsem to, da se nič ne odzema, v bistvu se storitev povečuje z delovnim časom. Drugo, kar je, seveda je žalostno, ampak dolgoročno pomeni to ohranitev pošte. Dolgoročno bi pomenilo, če ne bi šli v taki način, da bi verjetno tudi pošto dolgoročno zgubili. Tako da jaz bom glasoval za. Hvala lepa, obrazložitev glasu gospod Rado Antolič. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz moram pozdraviti ta predlog Pošte Slovenije, ker če gledamo postopke, ki jih je pričela država v zvezi z službami, ki jih imamo v Ormožu, ukinja se, ne vem koliko veste, davčna uprava in se sele v Mursko Soboto. To isto pripravljajo za geodetsko upravo, sicer potiho, brez da bi mi sodelovali, kakorkoli odločali tudi za soglasja, ne vprašajo.
določene službe oziroma inšpekcijske so že prišle, se pravi nas dajo pod Mursko, ne pod Ptuj Maribor, mislim, da bolj spadamo v štajerski del, tako da to zadevo pozdravljam tudi, bom podprl in to bi pričakovali tudi od države, da bi tudi nas poslušali, pa vemo, kaj pomeni za naše ljudi, če bodo stvari reševali v Murski Soboti ali pa kje drugje napram pošte, glede geodetskih storitev, davčnih in tako dalje. Hvala. Hvala lepa. Še gospod Trstenjak Emil, obrazložitev glasu. Gospod Profenik, obrazložitev glasu. Ja, čisto kratko, kot sem povedal, bom proti, ne? Ker ko se začne, se ta plaz ne bo ustavil in je vprašanje, katera pošta oziroma krajevna skupnost bo drugo leto na vrsti. Na nek način pa izkoriščam tisti, ki so napačno razumeli, ker je nekdo rekel neki fušiji, pa nobeno fušijo ne gre, jaz sploh ne vem, kje bi to naj bilo, ne glede, da se zdaj iz razprave dalo ugotoviti, ampak želim vsem dobro, poslovno, uspešno okolje, kaj pa, če se trgovina zapre. Potem bo pa pošta rekla, nimate dejavnosti, na koga bi prenesli, pa bo nažalost skok brez vsega. Elegantno, krivi bojo pa Kovčani. Veste, 2 uri se jaz tudi strinjam, da ni primeren čas. In kdo je pristal na 2 uri, nažalost ne vem. Pred leti se je grozilo z odcepitvijo, z demonstracijami, smo zbore občanov in vse to sklicevali po kogi ravno zaradi organizacijskih oblik. In sem zelo presenečen, kako benevolentno mnenje je. Še enkrat, jaz sem tako, sem bil vedno proti. Hvala lepa. Še obrazložitev glasu, gospod Podgorelec. Ja, jaz ne vem, kako bom glasoval. Bi pa mogoče se lažje odločil, ne? Če je že malo nekaj bilo omenjeno, ne? Pa samo nekaj 2-krat, 3-krat dal časa bo. Jaz bi se sigurno lahko odločil, če bi danes mi tu imeli pred sobom vse osnutek neke pogodbe med pošto pa tistim, ki je to imel. In tam bi videli, kakva so, če dejansko isti obseg dela pa vse. Pa kaj v tistem primeri, recimo resem, da hipotetično rečemo, da se kaj zgodi z trgovino, kaj boste tisti krat naredili? Mogoče k nas lahko odgovorite. Hvala. Hvala lepa. Zdaj nismo več v fazi razprave, zdaj smo še v fazi samo obrazložitve glasu. Nekaj od tega smo povedali. Še kdo? Kolikor ni več razprave, že mislim, koliko ni več želje po obrazložitvi glasu, zaključujem to razpravo in dajem sklep, ki ga imate na strani 38 zapisanega in sem ga enkrat že prečital, da ga ne čitam še enkrat na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za sklep, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 14 svetnic in svetnikov, 3 so bili proti. S tem je sklep sprejet. Jaz se vam zahvaljujem kot predstavniku Pošte Slovenije in vam želim lepo potovanje, kamorkoli že greste. Enako vam pa nadaljevanje seje. Hvala lepa. Mi smo pa s tem končali točko 2 in prehajamo na točko 3. To je tudi najpomembnejša točka današnjega dnevnega reda. Gre za predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Ormož v druge faze, se pravi končna obravnava, nekaj, kar se je delalo 7 let na občine. Začel je že gospod Rofenek, danes pa imate to zadevo v tej obliki, da lahko potem tudi objavimo in da bodo tisti 300 pa nekaj, koliko jih čaka, lahko tudi dejansko gradili tam, kjer je potrebno. Še enkrat lep pozdrav gospe Jani Kovač. Nekaj smo slišali kritike na ta dokument že uvodoma. Mislim, da boste sedaj tudi na to odgovorila in vam predajam besedo. Ali bo najprej gospod Najžar, kako ste se dogovorili? Lep pozdrav. Samo predstavitev občinskega prostorskega načrta bomo razdelila v 2 dela. Najprej tisti postopkovne, ki smo ga opravili v teh letih, potem pa še vsebinske. Dobili ste obsežno gradivo, sam odlok v poročevalcu, poleg tega pa ste se lahko z naše spletne strani ormos.si tudi pobrali grafični del,
ter dodatno obrazložitev. Zakon o prostorskem načrtovanju iz leta 2007 nam nalaga izdelavo novih prostorskih aktov, v tem primeru občinskega prostorskega načrta. Sam je razdeljen v dva dela, strateški in izvedbeni del, ki je tudi osnova za projekt. Postopek se je pričel leta 2007 tudi uradno s sklepom, v katerem so se dejansko zapisali vsi cilji in postopek priprave prostorskega akta s terminskim planom, ki je skladno z zakonom o prostorskem načrtovanju izgledal zelo idealno, v končni fazi pa se je izkazal, da je vse prej kot idealen. Na osnovi tega in vseh pobud, ki so bile dane od leta 2002, je bil pripravljen osnutek občinskega prostorskega načrta, s katerim se je nosilce urejanja prostora zaprosili tudi za smernice. Teh je bilo samih nosilcev urejanja prostora okrog 40. Hkrati se je takrat pristojno ministrstvo za okolje in prostor zaprosilo tudi za odločbo, ali je potrebno za občinski prostorski načrt izdelati celovito presojo vplivov na okolje, in je to bilo občini tudi naloženo, tako da smo vodili ta postopek vzporedno s samim občinskim prostorskim načrtom. Po pridobitvi smernic, kar seveda ni trajalo 30 dni, kot je to zakonsko zapisano, temveč nekajkrat 30 dni pri nekaterih nosilcih urejanja prostora, je s tistimi ključnimi prišlo tudi do usklajevanja, na osnovi česa je prišlo tudi do priprave dopolnjenega osnutka, ki je bil razgrnjen od 14. julija 2010 do 27. avgusta 2010. Kasneje je bil občinski prostorski načrt in okoljsko poročilo še enkrat razgrnjeno od 27. novembra 2011 do 26. januarja 2012. Kajti v prvi javni razgrnitvi je prišlo približno 200 pripomb na občinski prostorski načrt, ki so se nanašale izključno na spremembo namenske rabe zemljišč. Nobena pripomba pa ni bila podana ne na strateški, kot tudi ne na izvedbeni del samega prostorskega načrta. Prav zaradi tega smo pripravili nov predlog, vse te pripombe tudi vključili v celovito presojo vplivov na okolje, ustrezno korigirali okoljsko poročilo in še enkrat ga dali na pristojno ministrstvo, da smo pridobili pozitivno mnenje in ravno zaradi tega še enkrat vse skupaj javno razgrinjali. V drugi javni razgrnitvi pripomb na občinski prostorski načrt, kot tudi na okoljsko poročilo, ni bilo. Na osnovi tega je bil potem pripravljen predlog občinskega prostorskega načrta in 22. februarja 2012 so bili nosilci urejanja prostora tudi zaprošeni za mnenja. Zadnje mnenje, ki smo ga dobili na občinski prostorski načrt, pa smo prejeli 10. januarja 2013. Medtem je bil pripravljen še tudi drugi predlog občinskega prostorskega načrta. Na osnovi vseh pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora ter tistih ključnih, ki se nanašajo na kmetijstvo, prostor, varovanje zdravja, naravo, kulturo, pa je bila izdana tudi pozitivna odločba, da so okoljski vplivi samega občinskega prostorskega načrta pozitivne. Občinski prostorski načrt je kot takšen tudi usklajen z vsemi nosilci urejanja prostora. Res pa je, da je prišlo od faze osnutka do predloga do veliko sprememb, kajti spremembe so bile posledica usklajevanja z vsemi nosilci urejanja prostora in kot sem že dejal, je bilo na občinski prostorski načrt pridobljenih 41 pozitivnih mnenj in skoraj vsakem je bilo potrebno nekaj usklajevati. Toliko o samem postopkovnem delu, Jana Kovač pa bo še povedala o vsebinskem delu na kratko. Hvala. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni. Torej, kot je bilo že rečeno, ta prostorski načrt se je delal formalno 5 let, sicer pa veliko več, saj so bile pred pričetkom izdelave prostorskega načrta izdelane tudi tako imenovane strokovne podlage za območje občine Ormož, ki bi naj bili podlaga za neko drugo prostorsko zakonodajo, ki je bila z zakonom spremenjena, torej za strategijo prostorskega razvoja in za prostorski red občine Ormož. Te strokovne podlage so s pridom bile uporabljene tudi pri pripravi občinskega prostorskega načrta.
Toliko lažje je bilo seveda delati, ker ni bilo ob sami izdelavi osnutka izvesti nekaterih analiz prostora in podobno, kar je bilo že v teh strokovnih podlagah. Eden od razlogov, zakaj je izdelava prostorskega načrta trajala tako dolgo, so nedvomno vse pripombe za spremembo namenske rabe, ki smo jih v tem prostorskem načrtu obravnavali. Mi kot izdelovalci prostorskega načrta smo v dogovoru z občino pristopili na en drugačen način, kot bi ga pravzaprav morali. Mi bi na podlagi strokovnih podlag, ki smo jih predhodno izdelali, morali v novem prostorskem načrtu evidentirati vsa zemljišča po dejanski namenski rabi in potem na podlagi strokovnih podlag reči, zdaj se pa to naselje širi, to se ne širi, seveda z določenimi argumenti. Žal se med vsemi plani, kar jih delamo na naši firmi, nobena občina ni odločila za tak način, ampak smo v bistvu popravljali dosedanj veljavne prostorske sestavine planov. Torej, v teh planih je pa že določena namenska raba tako za poselitvena območja, za kmetijska zemljišča, gozdna, vodna in podobno. Seveda največ problemov je predvsem na teh poselitvenih območjih. Mi smo torej spreminjali predvsem kmetijska zemljišča v gradbene parcele in če povem tako povprečno, da smo obravnavali skoraj 600 vlog za to spremembo. Nekaj sprememb je bilo tudi podanih za spremembo stavbnih zemljišč nazaj v kmetijsko oziroma v gozdno rabo. Vendar kljub temu to je bilo kar precejšnje število teh pobud. Moram reči, da nekaj je bilo pobud, ki so bile zbrane pred izdelavo prostorskega načrta že za sam osnutek. Dodatnih 200, se mi zdi, ali pa 250 je prišlo pa v prvi javni razpravi. To je bilo treba vse obdelati, preveriti in seveda se do tega tudi opredeliti. Tiste prve, ki smo jih vključili v sam osnutek, torej tiste prve spremembe, so šle že skozi eno rešeto tudi na ministrstvih in sicer so se določena ministrstva do vseh teh predlogov za spremembo namenske rabe opredelila, predvsem je bilo to Ministrstvo za kmetijstvo, jaz ga bom imenovala pač še po starem, da se ve, zakaj gre. In na podlagi teh smernic je bilo seveda potem nekaj teh predlogov izločenih. Seveda morate razumeti, da so interesi občine v tej zvezi drugačni, kot so interesi stroke. Kljub temu, da smo mi predlagali, da se izločijo vsa tista zemljišča, za katere smo dobili tako imenovane negativne smernice, je občina zaradi določenih interesov nekatere še zmeraj želela vključiti v prostorski načrt. Predvsem je šlo za večje širitve v mestu Ormož, kar je seveda strateškega pomena. To je bilo dokazano, opisano, opredeljeno tudi v strokovni podlagi, torej v urbanističnem načrtu mesta Ormož. Zato je bil pač predlog, ko smo ga pripravljali, v predlog torej vključenih kar nekaj kmetijskih zemljišč, za katere smo mi kot izdelovalci že vnaprej vedeli, da ne bodo odobrene predvsem na kmetijskem ministrstvu. Pozneje so nasprotovali nekaterim širitvam tudi na Ministrstvo za prostor. Tam se sicer ne opredeljujejo do vsake parcele posebej, ampak načelno so nas pač opozorili, da določene stvari niso v skladu z zakonodajo, torej z strategijo prostorskega razvoja Slovenije in strateškim redom Slovenije, ter tudi z zakonom o prostorskem načrtovanju. Vse to je bil seveda tudi razlog, zakaj se je sam odlok, torej sama oblika in vsebina odloka od osnutka pa do prvega in do drugega predloga spreminjal. Namreč osnutek je bil napravljen že kar takoj po pričetku dela, torej pred približno 4 leti. Tak osnutek je bil posredovan tudi v smernice in tak osnutek je bil posredovan tudi v javno razgrnitev. V javni razgrnitvi na ta osnutek odloka, torej na vsebinski del, ni bilo pripomb. Jaz se čudim, da je zdaj pač toliko teh pripomb na strateški del, na tako imenovane napake, ker v javni razgrnitvi, ki je pač trajala 1 mesec, organizirana je bila tudi javna razprava, vsebinskih pripomb na odlok ni bilo. Torej, v samem predlogu so seveda poleg nekih
Zdaj moram povedati, da žal si niti občina, niti mi kot firma ne moremo privoščiti lektoriranja. Imamo pa pač navado mi izdelovalci, da različni nosilci nalog čitajo eden za drugim, torej na ta način popravljamo napake, kar se tiče slovničnih napak in tudi vsebinske napake. Pri odloku za občino Ormož pa smo imeli še dodatno pomoč, to so strokovne službe občinske, ki so tudi neštetokrat prečekirale ta odlok in nas opozarjale, torej opozorile na določene napake oziroma nepravilnosti ali tudi drugačne navedbe, ki pač niso povsod enotne, moram to povedati. Torej, ta predlog, ki je bil prvič posredovan v mnenja, ima veliko razlik v primerjavi z samim osnutkom. Dodatno so nam v mnenjih, ki smo jih dobili, veste, da je od vseh 30 mnenj bilo skoraj 10 mnenj negativnih. To so bila mnenja od različnih resorjev, kmetijskega, prostorskega, okoljskega, vodarji so dali negativno, Ministrstvo za zdravje. In vse to na podlagi teh negativnih mnenj je bilo treba potem sam odlok in celotno gradivo dopolniti. Tudi zato so spremembe in dopolnitve, tudi zato so razlike med tistim, kar je bilo v osnutku, saj so nosilci urejanja prostora v teh svojih mnenjih zahtevali neke dodatne dopolnitve, ki jih v smernicah seveda niso. Tako smo morali dopolniti odlok kar z več različnimi členi v zvezi z varovanjem zdravja in podobno. Pa še nekaj je, glede na to, da se je pač ta prostorski načrt delal toliko časa, torej 5 ali 7 let, smo mi na podlagi nekaterih drugih prostorskih načrtov, torej za druge občine, že na tiste občine dobili nekatere pripombe, nekatere dopolnitve, popravke, ki smo jih potem uporabili in vnesli tudi v prostorski načrt občine Ormož. To je pač način strokovnega dela. Če tega ne bi naredili že za prvi predlog, bi nam seveda iste pripombe, kot smo jih dobili že za 4 plane, ki smo jih imeli pač v mnenjih, dobili tudi za Ormož. Temu smo se izognili, zato smo nekatere stvari pač korigirali že vnaprej. Da pa ne gre za bistvene vsebinske spremembe, ki so pač nastale, bom zelo na kratko povedala, kaj so te vsebinske spremembe. Tisto, kar gre za premetavanje besed, za mogoče oblikovanje, samo tisto itak nima nobene posledice, tako rekoč, torej ta sprememba. Imajo pa seveda posledice nekatere vsebinske spremembe in sicer gre za spremembo podrobnejše namenske rabe. Torej, nekatera stavbna zemljišča, ki smo jih v prvem predlogu imeli kot stavbišča, stavbna zemljišča namenjena za stanovanja, gospodarske dejavnosti in podobno, smo morali spremeniti nazaj v kmetijska, s tem se nam je na teh območjih seveda spremenila tudi podrobnejša namenska raba. V odloku smo to seveda morali korigirati. Ker smo morali v nekaterih naseljih, predvsem pa v mestu Ormož, umakniti nekatere širitve, ki smo jih imeli opredeljene z posebnimi enotami urejanja, je seveda tudi v odloku moralo priti do spremembe teh enot urejanja. Spravi, teh enot urejanja več ni, nekatere smo potem združili z bližnjimi drugimi enotami urejanja. Vse to je imelo posledico v samem besedilu odloka. Zdaj, bistveno seveda to vsebinsko vplivalo na sam tudi razvoj v občini, saj če ti na enem zemljišču pač ne moreš graditi, to je neka posledica. Nimajo pa prav nobene posledice ne v prostoru, ne v urejanju, ne v poznejši izdaji gradbenih dovoljenj in podobno, spremembe in dopolnitve v strateškem delu. In jaz bi že vnaprej pač malo povedala, ker ne vem, če bom lahko tako dolgo ostala, da boste vse te amandmaje šli skozi. Ko sem malo preletela te amandmaje, se nanašajo predvsem večinoma na strateški del, ki nima posledic. Torej, če je neka beseda zapisana, torej stavek zapisan tako ali drugače, to nima posledic. Drugo pa je seveda, če gre za napačno navedbo kakšnega naselja ali karkoli, to ni problem dopolniti, s tem, da tudi
Pravim, šli smo neštetokrat skozi, ampak pri 135 členih, pri ne vem koliko straneh je čisto možno, da se pojavijo tudi napake, ki pa pravim, nimajo pač kakšnih posebnih posledic v prostoru. Mogoče zelo nakratko še nekaj o bilanci površin, ki smo jih spremenili v tem prostorskem načrtu. V osnutku smo mi skupaj predlagali, mi pač občina predlagala skoraj 180 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč, da se spremenijo pač v stavbna. Na podlagi smernic in seveda potem na podlagi tudi poznejših mnenj nosilcev urejanja, predvsem Ministrstva za kmetijstvo in Ministrstva za prostor, smo to bilanco zmanjšali in smo v osnutek, torej v predlog, ta končni predlog vključili približno 40 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč in nekaj tudi 75 hektarjev ostalih kmetijskih zemljišč. S tem, da moram povedati, da smo pa skoraj 1/3 že stavbnih zemljišč, ki smo jih imeli v razpršeni poselitvi in tudi v drugih naseljih, pa vrnili nazaj v kmetijsko rabo. In sicer skoraj 20 hektarjev teh zemljišč. Ko zdaj končno bilanco naredimo, je v končna sprememba približno 70 hektarjev najboljših kmetijskih zemljišč, veliko manj je ostalih kmetijskih zemljišč, torej tisti, ki so pač manj kvalitetna, to je približno 8 hektarjev, pa nekaj gozda, imamo pa celo pozitivno bilanco, ker gre za vrnitev večje površine, torej gramoznice, psičina in podobno. Torej, s to bilanco smo nekako prepričali tudi Ministrstvo za kmetijstvo. Moram povedati, da smo kar nekajkrat hodili na usklajevanja na različne resorje, tako na kmetijsko ministrstvo, prostorsko, k vodarjem. Namreč nekatere predloge smo imeli tudi v poplavnih območjih. Za poplavna območja veljajo pač ene strokovne podlage, ki so zapečatene, ne glede na to, ali ustrezajo dejanskemu stanju ali ne, mi smo jih pač dolžni uporabljati in ker občina Ormož ni izdelala hidrološko-hidravlične študije za namen izdelave prostorskega načrta, je pač bilo treba te podatke iz javnih evidenc uporabljati. Torej, zdaj smo pred sprejemom. Ta prostorski načrt, kot je bilo že povedano, je usklajen z vsemi nosilci. Imamo tudi pozitivno odločbo o tem, da je sprejemljiv tudi z vidika posegov v okolje. V okoljskem poročilu je bilo že tudi nekaj rečeno. Kakršnakoli sprememba je seveda možna z amandmajem, s tem, da vsebinske spremembe bistveno ne bi smele biti, ker smo potem v nasprotju z pozitivnimi mnenji, ki so jih izdala različna ministrstva, so pa pač možni ti neki lepotni in ostali popravki, ki jih boste pač v nadaljevanju. Toliko hvala za enkrat. Mogoče še en dodatek k temu. Občinski prostorski načrt prinaša tudi razveljavitev nekaterih prostorskih aktov, ki so do sedaj veljali. Kot je že bilo povedano, je tudi ta OPN, kot mu rečemo na kratko, tudi izvedbeni del in so vsi izvedbeni pogoji od oblikovanja do vsega tega tudi napisani v občinskem prostorskem načrtu, tako da bodo prenehali z uveljavitvijo občinskega prostorskega načrta veljati tudi vsi prostorsko-urejitveni pogoji ter nekateri drugi izvedbeni akti. Poleg tega pa je potem v 45. členu odloka tudi napisano, na katerih območjih je predvidena izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Teh je sedaj veliko, kajti Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor dejansko zahteva, da se za vse večje prazne površine izdela občinski podrobni prostorski načrt in je tudi to potem neka varovalka za dejansko nadaljne posege na območju občine Ormož. Ostajajo pa veljavi potem še tudi nekateri lokacijski načrti, ki so se do sedaj upravljali v mestu Ormož. Če mogoče samo tiste glavne, kjer bo potrebno izdelovati te OPPN-je, gre za drugi del Lente, potem za vse širitve v mesto Ormož, oziroma za večje prazne površine južno od obrtne cone, ker je sedaj lokacijski načrt do območja tovarne sladkorja
potem za lagune, potem za širitev Gramoznice, Jurkovec, potem za vse centralna naselja, kjer so večje prazne površine, od Podgorec, Velike Nedelje, Ivenkovec, Miklavža, Lače vasi oziroma Koga. Poleg tega pa je obvezna vsebina tudi prikaz državni prostorski načrt, tako da sta občinski prostorski načrt vrisana tudi oba državna prostorska načrta, ki potekata po območju občine Ormož. Hvala lepa za to obrazložitev. Besedi vabim predsednika odbora za okolje in prostor ter urbanizem. Odbor je obravnaval predlog odloka. Hvala za besedo. Odbor za varstvo okolja in urbanizem je na svoji 16. redni seji razpravljal o predlogu odloka občinskega prostorskega načrta občine Ormož, drugi obravnavi, sprejel naslednji sklep. Odbor za varstvo okolja in urbanizem je razpravljal o predlogu odloka občinskega prostorskega načrta občine Ormož, drugi obravnavi, se z njim strinja in predlaga občinskemu svetu, da ga sprejme. To je ta odlok, ki so ga tako želeli, pa nestrpno pričakovali in njem že 5 let razpravljali. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati? V imenu svetniške skupine se je prijavil gospod V imenu svetniške skupine se je prijavil gospod Trofenik. Izvolite besedo. Proceduralni predlog imate, izvolite. Hvala lepa. Glejte, v drugi obravnavi ni razprave, ne? V drugi obravnavi se razpravlja samo o vloženih amandmajih, če so pravilno vloženi, zato prosim, da se vodi seja v skladu s poslovnikom. Hvala. Ja, saj gospod Trofenik je vložil amandmaje. Do amandmajev se vam pa jaz opredelil, samo želim, da izvolite. Tokrat se moram s podžupanom strinjati. Jaz sem se prijavil, da vas opozoril, da smo v drugi obravnavi, da ni ali nobena razprave, ali pa je razprava o amandmajih. In tokrat se z vami 100% strinjam. Kaj sem se pa jaz prijavil za obrazložitev amandmajev, tako morate razumeti mojo prijavo. Isto, kar bi pa, ker je bil dobrodošel uvod gospoda Najžara pa gospe Jane Kovač zlasti, seveda se ne da diskutirati, čeprav je bilo nujno potrebno. Bomo pa poskušali to brez zlorabe pri amandmajih povedati. Še želi kdo razpravljati? Proceduralno odrejam 10 minut odmora. Nadaljevali bomo 5:30. Torej, spoštovane svetnice in svetniki, jaz predlagam, da nadaljujemo. 10 minut je minilo. Zdaj ugotavljam, da je na ta strateški del odloka o občinskem prostorskem načrtu vloženo 30 amandmajev. Moje mnenje o teh amandmajih je, ker si je svetniška skupina kljub svetnikov civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož, Sonce, Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož spremenila ime in prešla na tako, kot so se že imenovali, kot so bili izvoljeni, kljub svetnikov za res in pa Liste za občino Ormož, ocenjujem, da so amandmaji vloženi pravilno, ker nimamo posebnega postopka o sprejemanju občinskega prostorskega načrta, kljub temu, da je bilo povedano, da se je bilo treba z različnimi ministrstvi usklajevati od člena do člena, večkrat popravljati in v odlok vnašati dikcije, kot so jih ministrstvo zahtevale. In ker na obstoječi tekst imamo 41 soglasij, jaz kot župan nobenega od teh amandmajev ne podpiram. Ne morem pa riskirati, da bi eventualno zaradi zavrnitve amandmajev bil sprožen upravni spor zoper ta odlok, ker preveč ljudi čaka, da ta odlok začne veljati. Konec koncev stojijo tudi nekatere priprave projektov na železnici zaradi tega. Stoji recimo
nadaljni postopek urejanja dokumentacije za nogometno igrišče, če hočete. Pa še marsikaj stoji, zaradi tega, ker nimamo sprejetega občinskega prostorskega načrta. Zdaj, če pač predlagatelji vztrajate, jaz bom te 30 amandmajev enega za drugim dal v razpravo in na glasovanje, pa pač sedeli kako dolgo, pri vsakem pa oziroma že naprej povem, da ne podpiram nobenega od teh 30 amandmajev. Preveč dela je bilo v to vloženo, preveč časa, preveč sredstev smo porabili, da bi se lahko danes, ko smo prišli do konca poti, na nek način iz tega dokumenta takole, bi rekel, počez z amandmaji, pa ne bomo uporabil tiste besede, ki mi je prišla na misel, obnašali. Torej, jaz dajem predlagatelju, ki se je prijavil v imenu svetniške skupine, po poslovniku 10 minut časa, da obrazloži amandmaje. Gospod Trofejnik, izvolite. Amandmaje pa v tem času fotokopirajo. To, oprosti, ne gre tak. Gre od amandmaja, za vsega skupaj jaz 10 minut, ampak ne moramo obrazlagati amandmajev vnaprej. Drugo pa, če vi kot varuh zakonitosti nasprotujete, da se cesta republiška črta, ki je ni nomenklaturi, je pa državna, in da nasprotujete, da se črta iz besedila oziroma napačno poimenovanje južna cesta, ki je cesta zarezervirana za avtomobilski promet, edino korektno, potem je nekaj narobe. In v vseh teh 30, ker je to samo na eno površino se nismo usmerili, ker bi šlo izven okvira, čeprav bi lahko predlagali in bi morali predlagati črtanje kmetijskih površin, ki je gospa Kovačeva javno povedala tu, ker je hotel slišati, da niste pristopili strokovno k pripravi, zato ste tudi imeli toliko težav na ministrstvi, ampak ste praktično licitirali. Ker študije o prognozi poseljenosti nimate. Če bi bil zloben, bi vas vprašal, ko bo zasedeno to, kar je v Ormožu predvideno, koliko tavžent ljudi bo imel Ormož. In kjerega leta bo to. Ne igrajte se. In to, kar razlagate, je ravno nasproti temu. Ker če bo dobo to vladalo do te amandmaje, ki boste jih zavrnili, pa ta tekst, potem res odloka ne bo. Še zlasti, če bo vedel za razne TR1, TR7 in podobne, tisti, ki veste, kaj to je. Hvala lepa. Jaz predlagam, da gremo, ker je korektno vloženo, korektno napisano, za drugi hitro, bomo samo povedali, kaj je, vi pa glasujete, pa spremite. In bomo očistili do neke mere ta nesrečni akt. Hvala lepa. Zaključujem razpravo k amandmaju številka 1. Ker nimate še razmnoženega gradiva, bom prečital v prvi vrstici 8. odstavka 3. člena se beseda republiški nadomesti z besedo državne. V 5. vrstici iste točke se besedna zveza južno cesto nadomesti z cesto rezervirano za avtomobilski promet z izvennivojskimi križanji. Kot sem povedal, amandmaja ne podpiram, dajem predlog amandmaja na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Vi ste želeli besedo? Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 1, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 11 proti, amandma številka 1 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 2. Ne, gledajte, dajem vam možnost, da obrazložite amandma številka. Izvolite. Zahtevam 10 minut odmora za svetniško skupino, v imenu svetniške, da boste razložili amandmaje. Ljudje nimajo amandmaje, ne bi glasovali. Odrejam 10 minut odmora. Izvolite. Dobro, spoštovane svetnice in svetnike, v tem času ste dobili amandmaje na mizo.
nekaj se jih še razmnožuje, tako da prehajamo na drugi amandma. Pa prosim, imate besedo, če želite, gospod Rofenek. Če se prijavite, prosim. 3. člena se besedilo v naseljih Mihovci ter Velika Nedelja nadomesti z besedilom delno v naseljih Svetkovci, Hardek, Ivankovci, Kok, Mihovci pri Veliki Nedelji, Podgorci, Senesci, Sodnici, Trgovišči in Velika Nedelja. Zakaj gre? V predlogu akta, ki ste nama poslali, ste napisali, da je kanalizacija samo poleg Ormoža v Mihovci in Veliki Nedelji, kar ni res. Tam je le delno, v Mihovci pretežno nad cesto, pri Veliki Nedelji zahodni del, vzhodni del sploh ne, izpuščena so pa naselja Svetkovci severni del, Hardek, Ivankovci delno, Kok delno, Podgorci, ki je zgrajeno, Senesci je zgrajeno, Sodnici je zgrajeno, Trgovišče, vemo, katero Trgovišče in Velika Nedelja. To je čista vsebinska odprava napake, ki je nekdo jo zapisal. Hvala lepa. In nobene politike noter. Ste končali? Ja. Torej, glede na to, kot je bilo povedano, ti amandmaji nimajo za strateško izvajanje tega odloka nobene pravno-formalne teže, lahko pa bi seveda pomenili, da bomo mogli vse člene, ki jih bomo spreminjali, na novo usklajevati, čakati na ponovno soglasje. Sem že povedal, da jaz amandmajev nasprotujem. Dajem amandma na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost, samo malo, da se naprava uredi. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 2. Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 10 proti. Amandma številka 2 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 3. V 10. odstavku 3. člena... Samo malo, gospod Rofenek, da vas vse ste priklopljeni, izvolite. V 10. odstavku 3. člena se zadnja 2 stavka nadomestita z besedilom. Primarni plinovod, ki je zgrajen do Ormoža, omogoča nadaljnjo širitev plinovodnega omrežja za široko porabo, ki je že zgrajeno na območju mesta Ormož, Hardeka in v glavni cesti Središče ob Dravi do meje sosedno občino Središče ob Dravi. V besedilu, ki ste nam dali, pa piše, da je plinovod samo v mestu Ormož. Hvala lepa. Moje obrazložitev k 3. amandmaju je enaka, kot sem jo povedal prej. Zaključujem razpravo. Dajem 3. amandma na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 3. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 13 proti, tako da amandma številka 3 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 4. V 3. odstavku 4. člena se 4. stavek. Za obvozno cesto je že določena trasa, pripravljene so projekti, zapleta pa se s traso v sosednjih občinah, kjer bi cesta potekala po območju varstva narave. Nadomesti, ker je nekorekten, z besedilom. Z nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji predvidena izgradnja ceste rezervirane za avtomobilski promet od Hajdine do Ormoža, ki bi naj sprejela tranzitni promet in omogočila ustrezno povezavo Ormoža z okolico slovenskim avtocestnim omrežjem, je umeščena v veljavni državni dolgoročni prostorski plan in umeščena v prostor na podlagi veljavnih prostorskih aktov na relaciji od Ormoža do Markove. Tekst, ki je napisan, je neresničen, ker v Gorišnici, ki je sosedna, ni nobenih težav, je vse urejeno tudi v polovico Markovec, od Markovec naprej. Nepravilno poimenovanje ceste, pa gre vola na mlin tistim, ki so šteli speljati cesto Spuhla, Žiher, obvoznica Gorišnice, Bor. In ponovno je minister, ki je odšel prejšnji teden, odgovarjal, da na poslansko vprašanje decembra v Ljubljani, da bojo zopet študirali, ali je smiselno do Ormoža delati cesto. In se le igrajte z sami v svojem prostorskem akti. Zakaj je važno? Ker je občina Ormož, Gorišnica in Markovci izkoristila pooblastilo in smo sprejemali takrat
tisto, kar bi mogla vlada sprejeti lokacijske načrte za umestitev, soglasjem vlade v občino. Edino Ptuj tega ni hotel narediti. Zdaj se pa odločite, a vam je inat ali vam gre za interese Ormoža. Hvala lepa. Glejte, še enkrat, ne gre za noben inat. Okrog trase hitre ceste je tekla beseda na enem posebnem sestanku z Ministrstvom za prostor in infrastrukturo. Trasa bodoče hitre ceste ali kakorkoli bomo jo imenovali, je odkupljena do Markovec določena. Tam vemo vsi naprej, je čez Šturmovec en problem, ki se tiče Nature 2000, potekajo neki sestanki z Darsom, v tem času so tudi z ministrstvom stekli pogovore, menjala se sedaj vlada, tako da bomo mogli začeti s to zadevo na novo. Iz isti razlog kot prej povem, da temu amandmaju nasprotujem. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 4. Prosim, da prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 4. Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je 7 svetnic in svetnikov glasovalo za, 12 proti, tako da amandma številka 4 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 5. V 5. odstavku 5. člena se črtajo 2., 3. in 4. stavek, ki glasijo: na zahodni strani mesta je načrtovan novi mejni prehod s Hrvaško. V ostalih naseljih potrebe po gospodarskih conah niso izražene, edina rezervirana površina za obrtno dejavnost Veliki nedelji je nepozidana in zaradi bližine mesta ni več aktualna in se v konceptu razvoja namenja kmetijski dejavnosti. Res smo načrtovali gor na hribu, novi gospodarsko ploščad za morebitni mejni prehod novi za Hrvaško. Z vstopom Hrvaške v EU je to pa vse. In to pisati prostorski plan je neodgovorno, ker je za nadaljevanje ceste proti Hrvaški predvideno spodaj pod železnico. Ker vsako dviganje prometa na hrib in spuščanje nazaj v grabo je neracionalno in takrat je bil edini argument, da gre za gospodarsko cono, ki bi bila čim bliže mestu. Zdaj gospodarske cone nikoli več ne bo, ker pač Hrvaška bo v isti carinski uniji, kak je Slovenija, in je tako planiranje gospodarske cone ali mejnega prehoda na tej lokaciji brezpredmetno. In to bi načrtovalci prostorov seveda morali vedeti, ker za to obstajajo dokumenti državni. Hvala lepa za to dodatno obrazložitev. Vsakeč bom pač 30krat mogel ponoviti iste stavke zaradi usklajenosti tega akta z vsemi soglasodajalci, zaradi dejstva, da moramo dobiti na ta odlok, ki ga bo danes, če bo danes sprejet, še soglasje ministrstva, temu amandmaju številka 5 nasprotujem. Prosim, če prijavite prisotnost. Samo malo, zdaj pa lahko, če ugotovimo prisotnost, prosim. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo. Kdo je za amandma številka 5? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 5 svetnic in svetnikov, 12 proti, tako da amandma številka 5 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 6. Se nanaša na isti člen, vendar na naslednji 6. odstavek in predlaga, da se črta besedilo za piko, ki glasi in bližnjih naselij Velika nedelja in Mihovci. To sem že danes 3krat povedal, da je tekst, da je gospodarska javna infrastruktura poleg mesta Ormož v bližnjih naseljih Velika nedelja in Mihovci neresnična, razen če bi pisalo tam delno. Ker sem že povedal, nam ponavljal pa zavlečeval. Hvala lepa. Dejstvo neresnično, ki je zapisano in ne sledi stanju v naravi. Očitno pa vam je za to vseeno. Hvala lepa. Ni dosti velika razlika, če piše tako ali pa delno. Vse pripravljalci pravijo, da ne. Ne podpiram 6. amandmaja. Ugotovimo, prosim, prisotnost.
Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o amandmaju številka 6. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 5 svetnic in svetnikov, 15 proti, tako da amandma številka 6 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 7. V 4. odstavku 7. člena se besedna zveza hitre ceste nadomesti z besedno zvezo ceste rezervirane za avtomobilski promet. Obrazlagal sem že 5-krat, ne bom več ponavljal. Hvala lepa. Gospod Trstinar, vi ste se prijavili za... Aha. V redu, pripravite prosim napravo za glasovanje. Prosim, če ugotovimo prisotnost, zaključujemo ugotavljanje prisotnosti, glasujemo, kdo je za amandma številka 7, je kdo proti, zaključujem glasovanje, ugotavljam, da je za glasovalo 4 svetnice in svetniki, 14 proti, tako da amandma številka 7 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 8. V 8. členu se črta zadnja alineja, na koncu druge alineje pa se piče nadomesti s piko. Kaj se črta? Tekst: zaradi neurejene meje s Hrvaško želi občina Ormož o pomoči države urediti medsebojne odnose. Medsebojne odnose med kom bi ne urejala občina Ormož in ni res, da bi meja bila neurejena med Hrvaško in Slovenijo, ker meja na območju občine Ormož ni predmet arbitraže, ampak je sporazumno dogovorjena. Zato ni nobene podlage za taki tekst v prostorskem aktu. Hvala lepo. Arbitražne vsebine, ki je šla z naše strani na arbitražno sodišče, ne poznamo, ne vemo. Jaz mislim, da je tam zajeta vsebina katastrskih mej. Kakšno bo odločitev, pa bomo videli enkrat v prihodnje. Torej vsebina sama... Dovoljte kratko repliko, to ni res. Kaj je sporno, je splošno znano in je bilo objavljeno. Hvala lepa. Niso pa bile objavljene rešitve za sporno. In na območju ormoške občine nič ni sporno med Hrvaško in Slovenijo. Hvala lepa, jaz nisem rekel, da je kaj sporno, povedal sem, da pač vsebine ne poznamo, ker so te zadeve potekale na zaprtni sejah, razen nekih informacij, ki smo jih mogoče lahko nekateri dobili. Torej, prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 8. Prosim, če ugotovimo prisotnost, zaključujemo ugotavljanje prisotnosti, glasujemo, kdo je za amandma številka 8, je kdo proti, zaključujem glasovanje, ugotavljam, da so za glasovali 4, 11 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 9. Na koncu drugega odstavka 11. člena se za besedo hodoš na mesto vejice vstavi beseda in za besedo dravi postavi pika in črta besedna zveza daljnovodi in magistralni plinovodi. Zakaj gre? V tekstu piše, da mejo med nižinskim in gričevnatim delom občine označuje med drugim tudi daljnovodi in magistralni plinovod. Magistralni plinovod pride od Tomaža po Kločarovski grabi do Ormoža, ne razmejuje nobenega nižinskega od gričevnatega dela. Tako kot tudi ne daljnovodi, kdo ve, upam, da veste, kak je daljnovod, Hujbar, Stanovno, Lešnica, Klance, na drugo stran Drave in ob Dravi proti Markovcu, bom rekel, oziroma Disgrad. In je to strokovna sramota napisana. Hvala lepa, prehajamo na glasovanje, amandmaju nasprotujem. Prosim, da ugotovimo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 9. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 12 proti, tako da tudi amandma številka 9 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 10. Amandma številka 10, zadnji stavek 13. člena, ki glasi: v smeri vzhod-zahod je v istem koridorju začrtana hitra cesta, ki je
je v načrtovanju in bo razbremenila naselja, skozi katere sedaj poteka tranzitni promet, nadomesti z naslednjim tekstom. V smeri vzhod-zahod ob odvodnem kanalu hidroelektrarne Formin je predvidena cesta rezervirana za avtomobilski promet, ki bo razbremenila tranzitni promet skozi naselja ob glavni cesti Ormož-Ptuj. Za kaj gre? Nič ni več v načrtovanju, ker je na območju občine so izdane gradbena dovoljenja celo, ne da bi bila na načrtovanju. Hvala lepa. Želijo pa nekateri na novo načrtovati, to pa dejstvo. Če ste tistim pisali, oprostite, komentar na kožo, boste videli čez nekaj cajta. Hvala lepa. Še enkrat povem, da so vsi ti členi bili usklajevani, dana soglasja na tak tekst, na amandmaja ne podpiram, ugotovimo prisotnost. Zaključujem ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 10, kdo je proti. Še enkrat bomo glasovali, jaz bi prosil, da smo malo pozorni. Prosim, če še enkrat prijavite. Zaključujem prijavo. Glasujemo o amandmaju številka 10. Kdo je za? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 6 svetnic in svetnikov, 14 proti, tako da amandma številka 10 ni bil sprejet. Torej še 20krat moramo ponoviti takšno vajo. Prehajamo na amandma številka 11. V prvi vrstici 16. člena se črta besedna zveza Velika nedelja in drugi vrstici prvega odstavka 16. člena nadomesti besedna zveza Južne ceste z besedno zvezo ceste rezervirana za avtomobilski promet. Tu dobi cesta v 16. členu tretje ime Južna cesta. Drugič pa piše, da bo razbremenila naselje Velika nedelja. Skozi naselje Velika nedelja ne gre glavna cesta, ker še tega ne ve Ormož-Ptuj. In to je kvaliteta in lepo prosim, vi imate pravico, spoštujem, se opredeliti samo ne s takim argumentom za javnosti, ker javnost bo zelo razočarana, da je nekdo dal soglasje na to. Nekdo tega ni prebral, kar je nekdo slabo napisal. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje. Prosim, če ugotovimo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o amandmaju številka 11. Kdo je za? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 8 svetnic in svetnikov, 11 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na 12. amandma. V 6. odstavku 16. člena se za besedo Drava črta vejica in besedilo do konca stavka, ki se nadomesti z besedno zvezo in odvodni kanal hidroelektrarne Formin. Zakaj gre? Tekst pravi, v občini plovbo omogoča le reka Drava. Pozabijo pa, da omogoča plovbo še bolj kot reka Drava, tisti del forminskega kanala odvodnega, ki še več kot je na območju občine Ormož. Zopet ena strokovna pogrodavščina. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 12. Amandmaja z isto argumentacijo, ki sem jo že večkrat ponovil, ne podpiram. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 12. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 4 svetnice in svetnikov, 15 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 13. V prvem odstavku 17. člena se naselja v oklepaju zapišejo po abecednem vrstnem redu, črta beseda ustrezno ter beseda dograjuje nadomesti z besedo obnavlja. Tretji
odstavek se spremeni tako, da glasi: v delu občine je zgrajeno širokopasovno optično omrežje. Črta se zadnji odstavek. Ne? Tekst tu je zapisan, da so zgrajene telefonske centrale in ustrezno telefonsko omrežje. Telefonsko omrežje v pomembnem delu občine je zastarelo in zato ni možno pisati, da je ustrezno. Potem piše, da je izgrajeno široko pasovno optično omrežje in se bere kot po celi občini. To ni res, ne? Ker tisti, ki niso na območju belih lis in ki imajo zastarelo telefonsko omrežje, pač imajo te usluge take, ki so. Ne? Na koncu pa je napisan to, kar je že danes bilo: manjši poštni uradi pa so še v vseh lokalnih centrih. Predtem piše stavek, kdo ni prebral: poštni uradi za sprejem poštnih pošiljk so v mestu Ormož in v lokalnih centrih, distribucija se izvaja v poštnem centru Maribor. Potem pa še en stavek: manjši poštni uradi so še v vseh lokalnih centrih. Zakaj je ta stavek potreben? Če je že prej zapisano, da je v vseh krajevnih centrih pošta. To pomeni, kot da še bojo eni mali zraven. Ne? In to se črta, pa tista beseda ustrezno, ker je šila nevarno. Kdaj bo zopet možno dobiti kakšen denar, ki je, če bo pisalo, da je ustrezno omrežje, ga pač ne bo. Ne? Hvala lepa. Amandmaja ne podpiram. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 13. Prosim, da prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 13. Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da so za glasovali 3 svetnice in svetniki, 15 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 14. Zadnji stavek v prvem odstavku 18. člena se spremeni tako, da glasi: reka Drava je na območju občine Ormož izkoriščena kot energetski potencial. To je na mesto stavka, ki pravi, ne? Reka Drava je kot energetski potencial pretežno že izkoriščena, predvidena je manjša hidroelektrarna v Slušenci. Ne more biti pretežno, ker je v celoti izkoriščena. Tista hidroelektrarna v Slušenci pa je privatni interes, ki bi rad spelo vodo iz Pesnice v kanal odvodnih hidroelektrarne Formin, tam, ko po domače oproste je prišlo do tistega preboja v zadnji poplavi. Ne? In če bojo speljali vodo v Pesnice v kanal, ni zvodno, ne bo vode, ne za potrebe kmetijstva, ne za vodovodno zajetje, kjer je najbližji studenec manj kot 20 metrov od reke Pesnice. Ne? In Ormož nikoli ne more pristati na tisto elektrarno, ki jo pa želi privatni kapital. Ker to je elektrarna, ki mora delovati, to ni akumulacija, ki bi lahko spuščali, ampak je od pretoka odvisna. Hvala lepa. Amandmaju nasprotujem, pa bom enkrat, koliko sem zdaj lahko na hitro, ne bom prečital. V zadnji stavek tega 18. člena se glasi: Drava je kot energetski potencial pretežno že izkoriščena, predvidena je manjša hidroelektrarna v Slušenci, kar je tudi res. Vi pa pravite, da se naj ta stavek črta in se namesto tega stavka napiše: reka Drava je na območju občine izkoriščena kot energetski potencial. Ja. Torej za to hidroelektrarno v Slušenci, ki je prejšnji prostorski plan je že napisan, je bil tudi posebni sestanek na ministrstvu. Prehajamo na glasovanje. Obrazložitev glasu tokrat, da nam kršil poslovnika, gospod Sok. Izvolite. To so poskušali ne vem kolikokrat in smo vedno preprečili, ker je to proti interesom Ormoža. Ker mu vzame pretok vode ne samo ribiči, ne samo kmetijci, ne samo vodovod. Kaka je dol struga, si pojte pogledati takrat, ko je zamašeno tisto betonsko okno. Potem se vidi, kakva bo situacija, ko bo ta voda tekla dol. Ker prostorski akt govori o razmerah v občini Ormož, je seveda reko Dravo možno povzeti, kako je eno stanje na območju občine Ormož, ne pa v Republiki Sloveniji. In tam je jasno, so podatki, imate na občino, kolikšen je potencial in koliko je izkoriščen in na podlagi tega potencijala dobivate lep denar. Hvala lepa. Gospod Najžar, imate besedo, da lahko... Pri tem, res, da je bila podbuda za to malo hidroelektrarno, poleg tega pa je to območje, kjer je to predvideno, bilo v občino Ormož dejansko prenešeno z občine Gorišnice, kjer je bila ta mala hidroelektrarna že vrisana v prostorskih aktih.
Dejstvo pa je, da Agencija Republike Slovenije za okolje k temu posegu ni dala pozitivnega soglasja, kar je tudi napisano v izvedbenem delu akta. Treba brati tudi izvedbeni del, ne samo strateški del. Strateški del to možnost daje. Arso, če rečem na kratko, pa je dejansko rekel, da je hidroelektrarna na poplavnem zemljišču. Torej, če si pa kdo tolmači, če hidroelektrarna ni na poplavnem zemljišču, potem res ne vem, kaj delajo soglasodajalci oziroma nosilci urejanja prostora, ne. Če pa še vem konkretno, celotno to območje je označeno sedaj kot vodna površina, torej kot VC in delno kot zelena površina. In trenutno hidroelektrarne tam ni možno, treba brati strateški in izvedbeni del akta v tem delu. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 14. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o amandmaju številka 14. Kdo je za? Je kdo proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 4 svetnice in svetniki, 15 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 15. V drugem odstavku 18. člena se drugi vrstici za besedo turizmu postavi vejica in doda kmetijstvo, beseda mestnem pa se namesti besedo letnem. Za kaj gre, ne? Geotermalno energijo bi izkoriščali za vse, geotermalno za vse, drugo naštevate, samo za kmetijstvo ne. To se pravi, rastlinjaki na geotermalno, kar je najbolj realno, niso predvideni s tem aktom. Ne? Drugo pa je čist redakcijsko, ne? Kopališče je letno, ne pa mestno. Ne? Ker pojem mestnega kopališča, ne vem, tu na Ptuju je bil nekoč v starih cajtih, tam dol, pa v Ljubljani v Miklošičevi, to je takrat, ko še ljudje niso imeli kopalnic. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 15. Prosim, če se prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo. Kdo je za amandma številka 15? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 5 svetnico in svetnikov, 13 proti, tako da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 16. Črta se tretji odstavek 18. člena in ustrezno predstavitvijo ostali odstavki. Vsebina tretjega odstavka ni primerna za občinski prostorski akt, se glasi, citiram, čedalje večji ekološki problem pri dokončni obdelavi različnih odpadkov, bioloških ostankov, ostankov plastike, odpadnega olja in gum spodbujajo raziskave o predelavi teh surovin v dodatni energetski vir, to je biološko gorivo biodizel. Ne? To je nekdo nekje copy-paste pritisnil iz neke resolucije, ki z Ormožem nima nobene zveze. Hvala lepa, to je za to obrazložitev. Prehajamo na glasovanje. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo. Kdo je za amandma številka 16? Kdo je proti? Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 4 svetniki in svetniki 13 proti. Amandma ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 17. Se nanaša na 18. člen 5. odstavek. V drugi vrstici 5. odstavka se črta beseda le in za besedo Ormož črta pika in doda besedna zveza in v glavni cesti Ormož središče ob Dravi. Zadnji stavek 5. odstavka se spremeni tako, da glasi nadaljnja širitev lokalnega plinovodnega omrežja zlasti za potrebe kogeneracije je odvisna od ekonomske upravičenosti. Tu ste zapisali noter, da je plin, ko sem že prej povedal, le v Ormožu, kar je neresnica. Ne? To je prvi del. Potem pa piše naprej, spodbuja se gradna omrežja v lokalnih centrih in ostalih strnjenih naseljih, vendar zaradi majhnega števila in razdrobljenosti potrošnikov gradna zaenkrat ni ekonomsko upravičena. To pa ne ustreza razmeram, ne? Ker je trenutno ni dovoljeno širiti omrežja razen za potrebe kogeneracije. Ne? Da pa bi bila v celoti
ostalega dela občine nerentabilna, zopet ni res, ker morate nekje v arhivu na občini imeti študijo, ki je bila izdelana in bi bila rentabilno izgradna plinovodnega omrežja v smeri Ormož, Lenta, Hajdl, Velika Nedelja, Mijovci, Trgovišči, Stotkovci, Gorišnica in naprej. Zato ta navedba, ki tu stoji, enostavno nima nobene realne podlage oziroma je napačna. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 17. Prosim, če prijavite prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo, kdo je za amandma številka 17, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 6 svetnic, svetnikov 11 proti, tako da amandma številka 17 ni bil sprejet. Prehajamo na amandma številka 18. Se nanaša na 19. člen, na drugi odstavek. Prvi stavek v drugem odstavku 19. člena se spremeni tako, da glasi: kanalizacijski sistemi za odvajanje komunalnih odpadnih voda so zgrajeni v mestu Ormož in delno naselji Cvetkovci, Kok, Hardek, Ivanjkovci, Mijovci pri Veliki Nedelji, Podgorci, Seneci, Sodnici, Trgovišče in Velika Nedelja. V tekstu piše, da je kanalizacijski sistemi le v naseljih Mijovci, Velika Nedelja, Kok in ter v mestu Ormož, kar je neresnica. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje o amandmaju številka 18. Prosim, da ugotovimo prisotnost. Zaključujemo ugotavljanje prisotnosti. Glasujemo o amandmaju, kdo je za, kdo je proti. Zaključujem glasovanje. Ugotavljam, da je za glasovalo 7 svetnic in svetnikov 11 proti, tako da amandma ni bil sprejet.